Pozdravljeni! Na vrsto je že prišla velika nagrada Združenih držav Amerike. In tudi tokrat, kot običajno, bomo v uvodnem prispevku pogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Verjetno ste opazili, da je prišlo do manjše spremembe. Uvodni prispevek k veliki nagradi je objavljen v petek in ne v četrtek. To pa zaradi urnika same velike nagrade. Kot dobro veste, bo na primer drugi prosti trening začel ob polnoči. Prav tako kvalifikacije. In dvomim, da bi kdo izmed vas čakal moj prispevek, na primer ob 4. uri zjutraj. Zato mi boste oprostili, ker bom prispevke objavljal z dnevom zamude, ampak obljubim vam, da se bom potrudil jih objaviti dopoldne oziroma čim prej. A prav tako tudi za veliko nagrado Združenih držav bomo imeli uvodni prispevek, prispevek pred kvalifikacijami, zadnji briefing in na koncu komentar, ki bo seveda objavljen v ponedeljek zjutraj. Ampak tudi tokrat seveda ne moremo mimo tistega našega običajnega vrstnega reda, kjer se bomo najprej zazrli v preteklost, nato bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge, na koncu še nekaj trenutkov, seveda za obvezno vremensko napoved. Danes sem izbral veliko nagrado Združenih držav, na katero menim, da marsikdo izmed vas ne bi nikoli pomislil. Spomnili se bomo tistega, kar se je zgodilo na veliki nagradi Združenih držav leta 1971, pred več kot pol stoletja. In mnogi izmed vas se boste sedaj začeli spraševati, kaj je bilo tako posebnega na tej dirki. Kar nekaj. Najprej, treba je poudariti, da takrat je bila velika nagrada Združenih držav zadnja v koledarju, čeprav se je odvila prav tako oktobra. In videli smo takrat, da je Formula 1 v Združenih državah izjemno popularna, namreč pisanih smo imeli kar 33 voznikov. In marsikdo izmed vas se bo spraševal, zakaj? Zaradi denarnega sklada. Takrat so razdelili $267,000 med voznike in ekipe. Marsikdo danes bo dejal, da to ni tako visoka cifra, ampak predstavljajte si lahko, kaj je to pomenilo pred pol stoletja. Palec je dobil 50 000. Ampak zanimivega je bilo še kar nekaj, namreč res je bilo vpisanih 33 voznikov, ampak velike nagrade se jih je udeležilo le 29. To pa zaradi tega, ker na isti dan so imeli tudi dirko v seriji Uzak oziroma današnjemu Indikarju in na primer Mark Donohue in Mario Andretti sta bila primorana zapustiti dirko Formule 1 in oditi v drugo kategorijo. A zanimivosti v tej dirki ni še konec. Videli smo kar zanimiv boj za najboljši štartni položaj med svetovnim prvakom Jackiem Stewartom in Emersonom Fittipaldijem. Na koncu je prevladal Škot, ampak v prvi vrsti jima je delal družbo Novozelandec in tudi svetovni prvak Hall. Marsikdo izmed vas je sedaj malce začudeno pogledal, ampak včasih so na štartnem razporedu razvrstili 3 bolide v eno vrsto. V drugi vrsti
je bil prisoten Regazzoni, nato Sever in na 6. mestu bi moral biti Andretti. Ampak ker ni bil sposoben začeti dirke, so na njegovo mesto potisnili Seiferta. To naprimer X, Amon in še bi lahko naštevali po štartnem razporedu. Vreme je bilo malce topleje od tistega, kar bi lahko pričakovali, kar je negativno vplivalo na stanje pnevmatik pri raznih voznikih. In tu je treba poudariti, da naprimer pri ekipi Tyrrell, za katero je tekmoval Jackie Stewart, so imeli pnevmatike Goodyear, pri Ferrariju pa pnevmatike Firestone. In videli smo, naprimer, že na samem začetku prvo presenečenje. Jackie Stewart je kot običajno štartal enkratno, ampak Emerson Fittipaldi ne. S svojim Lotusom je zdrsnil precej nazaj na 8. mesto. A najbolje se je odrezal François Sever, ki je seveda iz 5. mesta prišel lepo na 3. In to zaradi tega, ker voznik pred njim, Fittipaldi, je dobesedno obstal na mestu. A v 14. krogu se je zgodilo nekaj, kar iz današnje perspektive je malce manj razumljivo. Stewart je imel težave s pnevmatikami. Rad bi vas spomnil, da takrat med dirko niso menjali koles. Ampak namesto da bi vztrajal, namesto da bi branil svoj položaj, je enostavno dvignil roko in pomahal svojemu moštvenemu kolegu Severju, naj ga prehiti. Ta je seveda v tem času že prehitel Denija Halma. Tako je na čelo kolone prišel François Sever, mladi francoski voznik, ki je bil nekako od vseh poznavalcev že določen za naslednika škotskega šampiona. In takrat se je zgodilo, da okrog 49. kroga je tudi Sever začel imeti težave s pnevmatikami. Nekaj, kar pa ni bilo videti, naprimer pri Ferrariju, ki je imel pnevmatike Firestone, in Jackie X se je z veliko naglico bližal. Ampak na veliki nagradi Združenih držav leta 1971 je imel François Sever srečo na svoji strani. Namreč marsikdo izmed vas si ne bo predstavljal, kako je možno, da se je Jackieju X-u dobesedno odvil alternator in izvrtal luknjo v ohišje menjalnika. Seveda, to je pomenilo odstop za X-a, kajti na progo je izpustil vse olje, ki je bilo v menjalniku. A na tem olju je nato zdrsnil tudi drugi voznik, ki bi lahko ogrozil Severja. In govorimo o Deniju Halmu. In seveda, to je pomenilo veliko olajšanje za Severja, ki je pa tudi sam zdrsnil na tistem oljnem madežu in priletel do zaščitnega zidu. Ampak, kot sem vam omenil, tistega dne je bila sreča na strani Severja. In seveda, ko je priletel do ovir, poškodoval svojega Tyrrella in imel je dovolj prednosti, da se je lahko zopet pognal do asfaltne proge in seveda nadaljeval z dirko. Na koncu, kot ste dobro razumeli, je zmagal. Z njim se je vnel krajši boj med Joeyem Seifertom in Ronniejem Petersenom in tako smo videli izjemno zanimiv zmagovalni oder. To je bila prva in edina zmaga za Severja, ki je nato prav tu na progi v Watkins Glenu čez 2 leti izgubil življenje. A za volanom sta umrla tudi Seifert in Peterson. Torej, vidimo lahko, kaj se je dogajalo v Formuli 1 pred 50 leti in kolikšne spremembe so se zgodile do danes. A poglejmo si, kakšna je pravzaprav proga v Austinu. Treba je omeniti,
da se nahajamo v Teksasu, torej izjemno južno od tistega, kar smo gledali, naprimer tudi v Watkins Gledu, ampak če malce razširimo naše obzorje, tudi v primerjavi s tistim, kar smo gledali na Japonskem. Kar pomeni, kot bomo videli kasneje, določene značilnosti pri vremenski napovedi. Ampak proga kot taka ima 2 območji DRS-a in 20 ovinkov. Ovinki so dokaj ostri, ampak vidimo lahko pri običajni tabeli, ki jo pripravlja Pirelli, da so vrednosti skoraj v vseh rubrikah na 4. Vrednost 3, torej povprečno imamo le pri zviranju in seveda pri samem asfaltu. A tu je treba poudariti 2 zadevi. Logično je, da imamo na veliki nagradi Združenih držav Amerike srednji izbor C2, C3, C4. Namreč karakteristike proge so takšne, da dovoljujejo ohranjevanje temperature v samih pnevmatikah. Ampak če po eni strani lastnosti same proge se ne zdijo nič posebnega, morali mi, navdušenci in seveda tudi ekipe, biti izjemno pozorni na stanje samega asfalta. Namreč teren v Austinu se pogreza, asfaltna površina poka in vidimo lahko marsikje kar nekaj zaplat asfaltne površine. Kar bo pomenilo, da bodo morali pri ekipah imeti izjemno trdo nastavljeno podvozje in morda marsikdo bo imel tudi kakšno težavo, seveda z odbijanjem samega bolida, kot smo videli v predhodnih dirkah. Zanimivo bo videti, kako se bodo ekipe spopadle s to potencialno težavo in kdo bo imel največ težav. Na koncu je treba še nekaj trenutkov seveda posvetiti vremenski napovedi. Danes bo izjemno enostavna. Povedal sem, da je Austin lociran v Teksasu in ta zvezna država Združenih držav Amerike ima klimo, pravzaprav ne pozna tistega, kar mi poimenujemo zima. Tudi padavine so izjemno redke. Zato bomo videli tu v petek, soboto in nedeljo sončno vreme. Verjetnost dežja bo enaka 0, ure pa med 15 in 30 stopinj Celzija. Kar nam avtomatsko pove, da bomo lahko spremljali čisto drugačno dirko od tiste, ki smo jo videli še pred kratkim na veliki nagradi Japonske in tudi predtem na veliki nagradi Singapurja. Menim, da bo ta sprememba dobrodošla pri marsikomu izmed vas. Za danes, za uvodni prispevek je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.